Lepo pozdravljeni na današnjem simpoziju. Seveda smo se zbrali v tako velikem številu, malo nas je bila ta dopoldanska ura, nas je bilo malo strah, ampak vidim, da se odnese. Simpozijem o socialistični umetnosti vstopamo na še vedno, bi lahko rekli, kontroverzno področje socialistične zapuščine, ki je, kot bomo videli, problematično, ampak tudi zelo zanimivo znotraj umetnosti. Pogledali si bomo predvsem prostor bivše Jugoslavije, posebej pa tudi širše prepletanje politike in umetnosti v mednarodnem prostoru. Namen tega našega začetnega, kot smo ga napovedali, prvega dogodka na to temo, je predvsem odpiranje zanimivih tem, ki jih to področje ponuja. In pa tudi neka želja, da bi spodbudili nova raziskovanja, dialog med raziskovalci, ki delajo že na to temo, in mogoče kasneje razvili neke skupne projekte in vas lahko povabili v nove dogodke. Naslov simpozija je dvojni. Na eni strani imamo socialistično umetnost med ideologijo in identiteto, s čimer smo želeli povedati, da nas fenomen zanima večplastno. Zanimajo nas seveda primeri umetniških praks socialistične umetnosti, med drugim recimo herojski morali iz socialističnega realizma, na to vojni spomeniki zmernega modernizma in bomo v ta namen tudi izpostavili nekaj imen, nekaj glavnih del. Enako pomembno pa se nam zdi povojno umetnost umestiti tudi v prostor in čas, v ideološki okvir, ki jo je določal, ki jo je omogočal in nekoč oziroma včasih tudi zahteval. In izpostaviti vlogo, ki so jo pri izgradnji narodne, ki jo je umetnost pri izgradnji, imela pri izgradnji narodne identitete. Na koncu pa nas zanima tudi to, kaj se na področju politike in umetnosti dogaja danes. Simpozij je tudi z pauzami oziroma z nekimi rečemo, kar pauzami je razdeljen na 4 dele. Prvi del, s katerim se začenjamo, je nekakšen ideološko-politični diskurs. Drugi del, kjer imamo 3 predavatelje, je posvečen socialistični umetnosti oziroma socialističnemu realizmu. Nato imamo tretji del z vojnimi spomeniki in na koncu bomo pogledali še v sodobnost oziroma na dogajanje danes. Prvi del naslova simpozija je bolj opisen, je naši heroji. Naslov, za katerega upamo, da zveni dovolj dvoumno, kot naiven ali kot ciničen komentar, kot pro in kontra v enem, kot nekaj zelo splošnega, neobremenjenega in namenoma preveč poenostavljenega. Ali če parafraziram pismo, ki so ga Irvini, Ješi, Denegri poslali v 80-ih letih. Socialistična umetnost je preteklost. To pomeni, da sedanjost zahteva poseben pristop z distanco. In prav distanco bi želeli izkoristiti za recimo svež pristop k vrednotenju socialistične dediščine na področju umetnosti. Z nami je 9 gostov, lepo jih pozdravljam, nekateri so, večina jih je že z nami, nekateri se nam pridružijo malce kasneje, iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Poljske. To so predvsem umetnostni zgodovinarji, pa tudi filozof, antropolog in umetnica. Predavanja, kot smo napovedali, bodo potekala v slovenskem jeziku, v hrvaščini, srbščini in eno predavanje v angleščini. Naj zdaj čisto konec, samo še en preblisk, ki sem ga prebrala pred kratkim v levičarski reviji, ameriški levičarski reviji Jacobin, ko so med polemiziranjem o neoliberalizmu versus socializem se sprašujejo, kaj v bistvu socializem je in ugotavljajo, da je to spreminjanje histeričnih tegob v navadno žalost. Prepričana sem, da današnji simpozij gotovo bo več kot navadna žalost, upam pa, da se ne bo sprevrgal v histerijo. Naš prvi gost je dr. Leo Kref.
z uvodnim predavanjem Totalitarizem in umetnost. Dr. Kreft je profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, poznan predvsem kot teoretik in kritični komentator presečišča med estetiko in politiko. Slovenski javnosti je poznan tudi kot poslanec v parlamentu in kot, sedaj sem zvedala, bivši predsednik Mirovnega inštituta, pomemben akter na področju begunske politike in človekovih pravic. Zaradi svoje povezave oziroma delovanja na političnem področju tudi pogost, zelo kritičen in izredno zanimiv komentator sodobne politične sfere. Danes bo dr. Kreft spregovoril o totalitarnih politikah in praksah v umetnosti, o nacizmu, fašizmu in sovjetskem komunizmu ter o odporu umetnosti v času totalitarizma. Za uvod v simpozij se nam obeta nekaj ljubih misli, sem prepričana. Prosim. Lep pozdrav sem skupaj in seveda sem tudi jaz impresioniran nad tem, s kakšno količino ste se udeležili tega dogodka. In sem počaščen, ne samo z vabilom, tudi s tem, da sem prvi, ker se pomeni, da je moj nastop nekako nek splošen uvod in ogrevanje za temo. Moja najboljša kvalifikacija za temo totalitarizem in umetnost je to, kar ste spotoma slišali v znaki, da sem že na tolk način bivši. Začeli bomo seveda s tem, gospod prihajajo sploh pobude, da se ta izraz totalitarizem pojavi. Prva pobuda je pravzaprav Giovanni Amendola, več ali manj liberalen politik, ki je označil italijanske fašiste kot tiste, ki težijo k totalitarni vladavini. S tem je mislil predvsem na to, da se ukinja pluralnost strank in da ena stranka obvlada vse. Seveda tisti, ki je pa to sprejel pravzaprav od fašistov kot pozitivno oznako, fašistom je bila ta oznaka tako všeč, zlasti v zvezi s tako totalitarna država, je bil Giovanni Gentile, ki je o tem tudi pisal nekatere teoretske tekste, to je sicer veliko desno-hegelovec v italijanskem prostoru, če je kroče nekaj vrste levo-hegelovec, časno celo marksist v svoji mladosti, s katerim sta se potem dosti tudi sprla in seveda minister za izobraževanje v eni prvih fašističnih vlad. Ta pristop se ni, imate pač to, kar govorim, napisano, se ni dovolj dobro prijel v Nemčiji, zato ker je tam uveljala tudi v nacizmu teorija Karla Schmitta, ki je bil sicer vpliven samo na začetku, nekaj podobnega kot Heidegger, kasneje svoj vpliv izgubil, je pa maja 33 vstopil v stranko maja 33, ker je podobno Heideggeru, če malo prej mislim, je seveda pomenil vstopiti takrat, ko se je začel zelo. Po drugi svetovni vojni ta izraz totalitarizem postane izraz, ki se uporablja v hladni vojni, kar pomeni, da ga uporablja ta stran svobodnega sveta, kot oznaka tega drugega komunističnega, to se pravi pluralna, liberalna demokracija in partijske sisteme. Se pravi, da se v tem ideološki uporabi izraza totalitarizem, na katero moramo biti pozorni, kadar govorimo o totalitarizmu, zato da spoštujemo seveda tudi to teoretsko plat, teoretsko obdelavo pojma. Mi imamo pač za sabo čas več kot 100 let v vsej civilizaciji, ne samo naši, ko so vsi pojmi in koncepti, ki jih uporabljamo, kontaminirani, problematični, razdvojeni, nobeni ni neideološki in zaradi tega seveda ne moramo reči, da teh konceptov, teh pojmov, teh izrazov ne bomo uporabljali, ampak moramo uporabljati s previdnostjo, tako kot piše ni za otroke. Se pravi, postane izraz hladne vojne in se takrat razvija to teorijo totalitarizma tudi, ki govori o tem, da obstaja več vrst totalitarnih sistemov, s katerimi pač liberalna, svobodna stvar označuje pravzaprav vse tiste, ki niso liberalni. Tukaj bom seveda se osredotočil predvsem na dva pristopa kritična k totalitarizmu, ki izstopata iz ideološkega okvirja.
Eno je seveda Frankfurtska šola, ali danes, kot se reče, kritična teorija družbe, ker je sicer širša, ker je veliko generacij teoretikov prišlo. Potem, se pravi, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Adorno in seveda vrsta drugih. Na drugi strani pa Hannah Arendt, ki vemo, da je šla iz husserlovsko-heideggerijanske šole fenomenološkega eksistencializma, ali kakorkoli temu rečemo, in da je seveda v kasnejšem delu svojega življenja, ko je morala zapustiti Nemčijo kot judinja, kar so tudi vsi ti ostali tu prikazani, avtori Frankfurtske šole, po poreklu, v kateri so se tega zavedli šele v preganjanju, tako kot Adorno in Hannah Arendt, je seveda bolj sodelovala s Karlom Jaspersom, se pravi, sodi v nek drug krog, so pa tudi oni med seboj seveda imeli zlasti v času eksila v Združenih državah Amerike, pred in med drugo svetovno vojno, tudi tesne stike. Frankfurtska šola je predvsem se postavila na stališče in o tem so imeli debate in razprave, zato se ga upravičeno reče temu inštitutu za družbene raziskave, kot se dejansko imenoval Frankfurtska šola, oni so med sabo sprejemali skupna stališča. In njihovo skupno stališče je bilo prvo, da totalitarizem ni retrogradno gibanje, se pravi gibanje usmerjeno v preteklost, kot neko predmoderno nasprotovanje modernosti in razsvetljenstvu, ampak je razviti potencial same modernosti in razsvetljenstva. Zdaj, če se vprašamo, odkot totalitarizem, ne moramo reči, da je prišlo iz nekih barbarskih pračasov, ampak totalitarizem je ravno rezultat liberalizma. S tem seveda kritizirajo ta ideološki pojem totalitarizma, v katerem se liberalizem izvzame iz njega. Liberalizem je v neki zvezi z nastajanjem totalitarizmov v njegovi lastni zibelki. Prav s koreninami, ki sežejo marksistična Frankfurtska šola, od samega začetka kritična do sovjetske revolucije in njenega izteka stalinizem kasneje, seveda hkrati kritik kapitalizma, marksistična Frankfurtska šola, temelj zahodnega marksizma, kot je temu nekoč davno rekel Perry Anderson, se pravi, da seže temeljem kapitalizma, ta izvor totalitarizma in njegove liberalne državne ureditve. Zlasti pri njih, ki se ukvarjajo s filozofijo, je tista osnova, ki vodi v totalitarno obvladovanje vsega, pri njih pa zdaj to ne pomeni samo enopartijski sistem, se več pomeni to težno obvladovanje vsega življenja in bivanja ljudi brez razlike delitve na zasebno, javno in tako dalje. Celotno življenje. Tisto, kar se tu uveljavlja kot sredstvo ali tisti celo pogonski mehanizem, ki je to željo po popolnem obvladovanju hranil in spodbujal, je instrumentalni razum. Pravi, tisti razum, ki nastopa v razsvetljenstvu kot razum kalkula, računice, recimo klasifikacije in tako dalje. Da bi bilo, recimo, akademski inteligenc, tako popolnoma jasno, to je tisti razum, ki vodi v točkovanje. In tukaj imate citat Maxa Horkheimerja. Edino upanje je, da gluhi v Evropi zato ne slišijo, ker nasprotujejo lažem, ki odmevajo z vseh strani, in da ljudje zato slepo sledijo voditeljem, ker trdovratno mižijo. Morda se bo izkazalo, da so množice v fašističnih deželah na skrivaj vedeli resnico in niso verjeli lažem, tako kot se pri katatoničnih bolnikih še na koncu izkaže, da so se vsega zavedali. Zato mora biti ni povsem nesmiselno nadaljevati z nerazumljivo govorico. Nerazumljiva govorica je samo kritika govorice same Frankfurtske šole kritične teorije družbe, to je v tekstu Nova umetnost in kultura množic, pravi, da je pomenljivo izjavo. Ljudje sledijo populizmom in totalitarizmu že takrat in odnos do te množice, ki sledi temu, je to, kar skrbi v resnici Frankfurtsko šolo in glede na to, da se bodo nekoč morda zavedli tega, kar se dogaja in pri čemer so z navdušenjem sodelovali, morda ni povsem nesmiselno početi tega, kar počne Frankfurtska šola. Frankfurtska šola se počuti kot mišljenje proti toku, ki nima več poslušalcev in poslušalk. Tako se počuti med drugo svetovno vojno. Na eni strani nacizem in fašizem, na drugi strani Sovjetska zveza s komunizmom, ki so ga zavrnili, in na tretji strani liberalna civilizacija z vrhom v Združenih državah Amerike, v kateri naletijo natančno na tiste poteze liberalizma, za katere so rekli, da predstavljajo izvore totalitarizma, recimo to novo umetnost, množično kulturo, populizem in tako dalje, in željo po drugačnem nadzoru, po nadzoru potrošnikov s pomočjo najrazličnejših signalov, ki spodbujajo, da se jim cedijo svine, kot pri Pavlu. Hannah Arendt, njena posebnost je pravzaprav ta, ki je tu na koncu napisana, ampak ne predemo to osnovno. Gre za željo po absolutni moči in prepovedi opozicije pri avtoritarnih režimih,
Pri totalitarnih so pa nekaj drugega kot avtoritarni režimi. In ona pravi, ne gre za preštevanje žrtev, krivic in tako dalje, napak, če hočete in tako naprej, ampak gre za to, da avtoritarni režimi torej hočejo absolutno moč in prepoved opozicije. Hočejo celo enopartijski sistem, to je še vedno avtoritarno, totalitarni pa spremijo gospodstvu nad vsemi vidiki življenja kot predikov svetovni dominaciji. Pomembno je ta dodatek, ker to, da želi totalitarizem obvladati vse vidike življenja, nekako imamo v tem pojmu itak s seboj v svoji, recimo, vednosti in nekateri tudi izkušnji, ampak to, da hoče pravzaprav totalitarizma za svoj cilj obvladovanje celotnega sveta, da ima to globalno dimenzijo v svojih različnih verzijah, to je posledno zelo pomembno si zapomniti. Sky is the limit, bi se rekla, ni meje poželenja po totaliteti, ki je treba zagrožiti in obvladati. Zato to ni višja stopna, ampak drugačna vrsta politične moči od despotizma, tiranije in diktature, in to je zelo pomembno. Razrede spremeni v množice. Mnogo kasneje se je razvila teorija, ki je govorila z Bogom proletariat, ni več proletariata, ampak že totalitarizem odpravi razrede in spremeni ljudi v množice. Stranke ne enopartijski sistem, ampak množično gibanje. In center moči z vojske prenese na policijo, treba obvladovati lastno prebivalstvo. Je pa njeno stališče, da italijanski fašizem, na katerem se rodi izraz totalitarni totalitarizem, je prej avtoritarna kot pa totalitarna forma. O tem bi vedeli verjetno Slovenci in Slovenke, ki so živeli v tem fašizmu, kakšno besedo, da ravno nečemo tudi kritično od Hannah Arendt. Tukaj je njen citat iz knjige, ki imamo tudi v slovenskem prevodu, Zdenke Bežnik, mislim, da je ta del, leta 1991. Tudi ona izraža problem, ki ga najdemo, obdelanega tudi pri Walterju Benjaminu, v francoski šoli in tako dalje. Naš odnos do preteklosti ne more več biti, in to je eno izhodišče, lahko tudi za to distanco, o kateri smo slišali na začetku, glede totalitarne umetnosti ali umetnosti v totalitarnih časih in tako dalje. Ne moramo več iz preteklosti vzeti dobro pa slabo zadreč. Dobro in slabo sta med seboj povezane na tak način, da ni mogoče odpirati. In zato so za manj vsi napori, da bi ubežali britki sedanjosti in se zatekli v nostalgijo še nedotaknjene preteklosti ali k misli, da nam bo boljša bodočnost prinesla v zavod. Mislim, da nismo v takem stanju, kot so bili takoj po drugi svetovni vojni. Naše stanje je stanje želje potem, da bi prišli do neke pozicije vsejednosti, ampak namesto do tega še vedno seveda prihajamo do želje, pravzaprav potem predvsem, da bi odmislili historični čas in živeli samo kot sodobniki v čisti zdajšnjosti. Zato se nas seveda ta misel Hannah Arendt kar presvetno tiče. Nekaj sliki si je treba pokazati, da boste dobili predstave, ki tam namerno to, naprej zato, ker je bolj Bluton boden kot pa čisto ideološko propagandni primeri. Seveda je pa potem tu tudi to rasno izbiranje partner, je plakat zoper razumetničeno glasbo, črnsko, in seveda tu mora biti tudi Arno Breker, to je primer relativno poznih, na 44, to so ravno heroji, kamerani. In če govorimo o totalitarizmu in umetnosti, mislim, da treba ne prepovedati nekaj splošnih zadev, ki se tičejo vsega tistega, kar bomo razumevali kot umetnost in totalitarizem v kontekstu teh teorij, ki smo jih slišali francoske šole in Hannah Arendt. Prvič, umetnost pred totalitarizmu, če gledamo tisto, kar totalitarizem programira kot svojo umetnost, ni slog. To ni slog. To je, mislim, da Benjaminov izraz, kar pravšen estetizacija politike. Se pravi, slogovno razmišljanje, čeprav se kaže na nekatere poteze, da bi jih lahko pritrdili, da ta slog ne vodi v pravo smer analize, po mojem. Drugo, tisto, kar je skupno vsem, kar je prepoznano po mojem pri totalitarizmu in poudarjeno že v znaki tega današnjega dne, je monumentalizem, ki si je že od arhitekture in kiparstva, ki imamo tukaj prikazano seveda to filma. V tem monumentalizmu je centralno mesto tega monumentalizma obvladati množice v gibanju. To je najbolj monumentalna stvaritev totalitarizma. Množice v gibanju. Parade, festivali, prireditve, Nürnberški shodi, prvomajske parade, dan mladosti in tako dalje, tako dalje. In tudi vse te artefakti arhitekture,
arhitekture, kiparstva in tako dalje, sprednji vred, ki so monumentalno zasnovani zato, da spravijo množice v gibanje. In to zato, ker želijo množico spraviti v tiste vrste gibanje, za katerega treba najprej človeka narediti čisto mečkanega. Pred monumentalno močjo, pred močjo, ki se je ni mogoče upreti, ki se kaže utelešena v fizičnih stvaritvah, ki so tako veličastne, da človek ve, da ne more tu nič drugega, kot da sledi, pri čemer sem obeta v tem sledenju seveda tudi določeno ugodje in užitek, magari kak perverzen in tako dalje. In ima seveda opravka z nečim, dokoder je Foucault glih segel v svoji analizi pastoralne moči obvladovanja družbe, ki je v tem primeru, v njegovem primeru, zavratna zato, ker deluje tako na osebni ravni kot na kolektivni, hkrati pa seveda tisto, do česar ni, je komaj da segel, je pa to, da tu imperialna moč, ki je nasprotje, sicer pastoralna v njegovi teoriji in pastoralna moč v totalitarizmu so opazili. Imperialna moč želi obvladovati celotno ozemlje, pastoralna moč želi obvladovati duše. Ljudi od znotraj. Si podeliti subjekte, bi rekli teoretsko. Sprav, ena strani je ta monumentalizem, na drugi strani je pa tisto, kar se včasih pozabi. Volksstimmlichkeit. Izraz, ki ga uporabljajo tako nacisti kot komunisti. V nemških medsebojnih spopadih, potem pa levica v izgnanstvu, v svojih debatah o tem, s kakšno umetnostjo se treba postaviti po robu fašizmu in nacizmu. Volksstimmlichkeit pomeni ljudskost. Ampak za nas danes pomeni reformirano tudi komunizem. Gre torej za tisti pristop, ki naj bi prijel ljudi znotraj. Kajti monumentalizem te zmanjša na način, ki je obratno od tistega, o čemer Kant govori kot o vzvišenju. Vzvišeno je tisto, ker je tako velikansko, da človek ni več mera za to. In v tem se treba postaviti na pozicijo te velikanskosti, monumentalnosti, za katero človek ne pomeni več nič. To je obratno vzvišeno, ko se počutiš kot odpadek od nič, če nisi del tega velikega niča. In druga plat, ta ljudskost, pa pravzaprav prevladuje, veste. Ko greste natančno pogledati, boste videli, da v sovjetski filmski produkciji ni osrednja stvar Ivan Grozov, monumentalni prikaz ruske veličine, pa rahla kritika stalinizma, ki jo danes čutimo, če film gledam, glavna stvar je pa Spirkostja. Narediti hollywoodski socialistični film, ki ga vsi ljubijo in radi, da gleda na svet. Nacistični filmi, ki je bilo ogromno, ker je bila nemška filmska produkcija, predvsem tista, ki se mirno še kosala v tem obdobju med vojnama z Hollywoodom, z ameriško, v tej produkciji 90% filmov so limonade. Vseh vrst. Če pogledamo Leni Riefenstahl, ki ustvarjala te najbolj monumentalne nacistične propagandne filme, ko se ne da več propagandnih filmov snemati, ko postane to preveč neokusno, zaradi tega, ker je videla pobijanje Judov na Poljskem in tega noče snemati. Ne da noče, da bi jih pobijala, noče tega snemati. Se odloči tudi sama, da bo sozivke, vaške sozivke snemala. Sprav, ta Volksstimmlichkeit je centralna točka in v tej točki se tudi levica prepira, kako narediti ljudsko socialistično umetnost. Zato, ne samo zaradi vloge, ki ima avangarda v boju za moč, o čemer govori Boris Groys, umetniška avangarda se je gibala na istem političnem terenu kot politična avangarda, zato je pač postala nekaj vrste žrtev, ki pa ni žrtev, ker je sodelovala pri nastajanju totalitarizma, to nekako je Groysova trditev. Gre tudi za to, da so na zahodu levičarji, ljudje, ki so si lahko zbirali, da jim všeč sovjetska doktrina socializma ali pa ne, nišče nič ne mogoče ni bila všeč. To so pa zapletne polemike. Ampak so stremeli k nečemu, kar bi bilo ljudsko. Čas nacizma, fašizma je čas, ko se v vseh teh deželah, ki jim grozi, ta poplava vojaška, totalitarna, globalna, imperialna, se pojavi vprašanje, kako se temu postavi podobo umetnosti. In ljudskost je tudi ostrovni razlog, da se toliko ljudi že pred tem odloči za take stvari. In zdaj, če gremo k kratki oznaki razlike, če smo zdaj skupno povedali, to je za nacikunst, in tu se bom naslonil kar na Borisa Groysa, v vseh možnih različnih potezah, njegova izrazita poteza, ki jo izražajo tudi Hitlerjevi kolegi na umetnosti, prvič ustvarjati heroje. Heroje, ki so zanesljivo heroji zato, ker so mrtvi,
ni večnega življenja, ni religijskega odnosa do herojev, ampak treba v umetnosti ohraniti njihovo utelešenje, telesnost, njihov lik. Hkrati je pa ta tisočletni nemški raj ponovitev za Hitlerja rimskega imperija po njegovi veličini in to veličino je seveda treba ohraniti večno. Raj pa se ne da ohraniti večno, po 1000 letih bo propadel, tudi Hitler to verjame, 1000 let bo je bilo dovolj. Ampak za njim morajo ostati ruševine, take kot so bili. Še zlasti to poudarja potem, ko si je Rim ogledal si ga v spremstvu takrat najbolj imenitnega vodiča, Ranuccia Bianchi Bandinelija, se pravi najuglednejšega umetnostnega zgodovinarja in arheologa, predvsem umetnostne zgodovine na tem področju, ki ga drugič, ko je prišel, ni hotel več spremljati, zaradi tega, ker se je praktično ta italijanska inteligenca, ki je še sodelovala s fašizmom na začetku, si se stisnjenimi zobmi, odvrnila od njega potem, ko je se Mussolini priklonil Hitlerju in podpisal z njim Münchenski sporazum, ki Italijo naredil za dobro razredno silo. To je pač bilo več všeč. Se pravi, gre za heroje in ruševine. V socialističnem realizmu in tukaj imamo še nekaj, kar bomo povedali prej v socialistični realizem, mislim, da to časa še imamo. Katja Mantoki, moja kolegica in prijateljica, sicer iz Mehike, po rodu pa z Mačarske, v svojem tekstu, ki ga najdete sicer tudi na internetu, Teror in estetika, prvič, da je vidnost politične moči utelešena v umetniška dela in v druge izdelke je vedno bila potrebna. Z veličino se politična moč vežno izraza. Ampak nacistična kulturna politika je nekaj posebnega in tudi po njenem mnenju različna od fašistične, kar v glavnem tudi vemo, fašistična kulturna politika je bila totalitarna, ima 6 korakov. Prvič, nadomestitev religije za instrumentalizacijo umetnosti. Umetnost igra vlogo religije, tako kot v poznem modernizmu, recimo 19. stoletja, se pravi v esteticizmu, religiji umetnosti, to religija umetnosti, kulturo kot kult goji tudi nacizem. In nadomesti torej religijo z instrumentalizacijo umetnosti. Nadomestitev umetnosti s propagando je naslednji korak. Bertolt Hinz v svoji knjigi o nacikunstu pravi, to pravzaprav ni umetnost. In podobno Marcuse govori o socializmu. Pa Katja Mantoki pripominja morda, a je zato odlična propaganda. Je odlična propaganda, ki zelo dobro deluje. Propaganda se nadomesti potem z indoktrinacijo. Ne gre samo za propagiranje, gre za vselitev v duše. Estetska izkušnja udeležbe v množici v gibanju pomeni pravzaprav vstop in pristanek nadamo si znotraj totalitarizma, si totalitarni mali človek, ki je vključen v množico. Nadomestitev kulture z monumentalizmom, tukaj imate tukaj načrte za Berlin. Kultura je kolektivno dejanje od spodaj in vzgor, pravi Katja Mantoki, monumentalizem je osebno dejanje od zgoraj in vzdolj. Nadomestitev politike z estetiko, 5. korak, pravzaprav pravi Katja Mantoki, ne gre za čisto estetizacijo politike, kot je Benjamin, ker politike ni več. In tudi umetnosti ni več, obstaja samo še množica pognana v gibanje. Jaz sem dal tukaj Božika Rajstaga zraven, ker mislim, da je to v bistvu trenutek, ko se začne to. In na koncu se na nadomestitev estetike s terorjem. Zdaj, pri socialističnem realizmu, kjer imate Lenina v izvedbi Izaka Brodskega, učenca Ilije Repina, imate seveda Stalina v beli uniformi, imate Lenina se pogovarja seveda to tipično sovjetsko borbo. Tisto, kar je značilno po Marcuseju za socialistični realizem je, da izhaja iz tega, da je utopija že realizirana. Ni tisočletni raj pred nami. Revolucija je zmagala. Ni več potrebe po tem, da bi iz temeljev, iz utopije, ki bo še nastopila, kritizirali sedanjost. Sedanjost je že idealna, samo nekaj majhnih stvari je še narediti. Hruščov, da ne bomo samo Stalinu govorili, je na kongresu Sovjetske zveze, na katerem je razkril Stalinove zločine do polovice, ko da ne bi bili živi preveč pred tem udeleženi niso krivi, kar je že vedno več kot tisto, kar je bilo narejeno pred nas v tistem času, je hkrati rekel, mi v naslednjih 5 let, ki bomo iz socializma že prišli v komunizem. Samo dve težave še imamo. Ena je ta, da proizvedemo dovolj žita, to je stalni problem Sovjetske zveze od začetka ekonomijske politike in moramo uvažati iz Kanade pa Amerike sramota. Drugi problem je pa, da ne proizvajamo dovolj papirja. Skaj pa ne dovolj papirja?
Ja, ker bo prišel komunizem, pa bo tako eksplodirala ustvarjalnost ljudi, mi pa nimamo dovolj papirja za to. To je bil problem, o katerem se razpravlja. Se pravi, ta umetnost, ki se proizvaja kot socrealizem v Sovjetski zvezi, nima negativne razsežnosti, te kritične razsežnosti, sreča še pride, sreče v tem svetu še ni, te prave, recimo, kar pomeni neko kritiko z pozicije bodočnosti v sedanjost, to dimenzijo zgubi, ohranja pravzaprav samo to afirmativno dimenzijo, ki potrjuje, da se v tem svetu imamo dobro in da se celo boljše ne moramo imeti, kot se že imamo. Zato je torej ta izraz socialistične realizem doktrine, ki pravi, da je sreča že realizirana. Je torej enodimenzionalen, znam francozijev izraz, za svet, v katerem ni več alternative. Enodimenzionalnost pomeni isto, kar pri Fukuyami ni konc zgodovine. Ni več alternative, ko ni več alternative, je konc zgodovine. Uvanta utopična negativna razsežnost estetika in to je karakteristično za socializem. Tu zdaj ne bom ponavljal teh karakteristik, ki jih on potem v koncu življenja naredi za predmet kritike, te tipičnih potez, doktrine socializma, ampak bom raj ob tem problemu lahko pokazati to znamenito jalsko konferenco, komar je imela Linda. Zakaj sta to najboljša Stalinova učenca pri Borisu Grojsu? Zaradi tega, ker imata enako distanco do vseh režimov, vseh totalitarizmov. Se pravi, do totalitarizma potrošniške kapitalistične civilizacije, do socialistično-komunističnega totalitarizma in seveda do nacizma, ki je premagan, ampak stoji od zadnji pod tem turškim šotorom prej, 6 let prej. Zdaj pa, če se usmerim k zaključku, kaj zdaj s tem početi pri nas, ki smo bili v tem notre? Na več načinov, smo bili z vsemi totalitarizmi, obdarjeni tako ali drugače in pri katerih smo tudi aktivno sodelovali. Zdaj, prvo, kar se tiče tega, je mislim, da je treba preseči to razmišljanje, ki nas postavlja, ko rečemo socializem, v to relativno kratko obdobje, po 45, pa par let je to že konc leta 45, ko prekinemo Stalin ali ne, ali konc leta 51, ko je kongres pisateljev v Ljubljani, kar leža slavnost in gotovi. Niste vi zmagali partija v bitki na levici, umetnosti, konc je socializem. Mislim, da gre za mnogo daljšo zgodbo, ki je bolj zanimiva. Zakaj? Zato, ker seveda, ko rečemo socialistični realizem s celo besedo, se tako je povedati, tudi Markulis, da sta dva različna socialistična realizma. En socialistični realizem je ta socrealizem, ki ima samo afirmativno razsežnost, ker potrjuje, da je utopija realizirana v Sovjetski zvezi in po vojni še v njenih zasebnih problemih. Drugi je pa kritični realizem, ki je tudi socialistični realizem, ki je treba gojiti na zahodu kot kapitalizma. In čim vam to rečem, ima drugačno doktrino in drugačen pristop. Če recimo pri nas nekdo sledi v grafiki na sredu pred drugo svetovno vojno, sledi kritičnemu realizmu, ki je del socialističnega realizma, tako je drugače. Sledi tej želji po tiste vrste ljudskosti, ki bo prikazala tisto, ker je tudi nujno treba prikazati, v Sovjetski zvezi pa ne. Če vi prikazujete turobno in grozljivo delo rudarjev, je to socialistični realizem, če ste na pravem mestu. Če se vi preselite s tem v Magnitogorsk, da bojo poslali v Gulag. Ista podoba, ker to delo enako zgleda, še malo slabše v Sovjetski zvezi, ker ima manj mekanizacije. Se pravi, tu gre za neko razliko znotraj socialističnega realizma, ki je treba upoštevati zato, ker imamo mi seveda socialistični realizem kot kritični realizem že pred drugo svetovno vojno in je povezan tudi zgodovinsko z logiko same slovenske umetnostne zgodovine, koliko seže nazaj in literature, ki se do Cankarja in še kam in tako naprej. Tukaj je neka kontinuiteta, pri kateri je seveda tudi pomembno v umetnostni zgodovini raziskati ločitev med socialdemokrati in komunisti po prvi svetovni vojni, kako je potekala v umetnosti, v gibanju svobod in v različnih drugih gibanjih, v katerih je Slovenija specifična potem, da do tega popolnega razkola pravzaprav nikoli ni prišlo, ki je tudi ljudje zaukazan strani Sovjetske zveze. Prav to je eden, to je ta socialistični realizem pod kapitalizmom, v katerem je osrednja točka seveda spopad na umetniški levici, ki ga sproži partija z nadrealisti, potem pa kar leža proti celo v podporo nadrealistom, ki jih ni malo, sicer umetnostno, praktično proti tej že stalinsko šolani partijski mladini.
ki doseže vrh v njegovi knjigi Dialektični antibarbaros. Torej, spopad na levici imamo pred vojno, zato imamo seveda, ne more biti spopada na levici, če imamo socializma. Rezultati kongresa v Harkovu so bili takoj predstavljeni v slovenskih revijah. To je bil za vse svetovni dogodek, o katerem treba poročati, in o tem bila tudi takoj debata. Zdaj, drugo je seveda medvojno obdobje. V medvojnem obdobju se spopad na levici, kar je zanimivo, medvojno se nadaljuje. Ni ga konc, tam kjer si ga lahko prvoščijo, med drugim zlasti seveda v rogu, ta debata, partizanska breza in tako dalje, se poznamo te zgodbe, da lahko slikaš breze, pa mora zagledati partizansko in da podpirajo nas, ne pa drugo stran, če bolem do konca. Ampak na drugi strani pa ta pojav, ki ga zlasti pri nas zdaj Miklavž Komelj raziskuje, ta neverjetni izbruh ustvarjalnosti, ki ima svoje čisto socrealistične vidike, čisto folkstivnih vidike, čisto propagandne vidike, na drugi strani ima pa neko avtentično ustvarjalnost, kot bi lahko rekel. In seveda to je tisti okvir, v katerem tudi Miklavž Komelj, ga seveda upošteva, vidi najpomembnejša umetnost novega časa, recimo 20. stoletja, Jacquesa Messiera. To je ta poteza kolektivne ustvarjalnosti, ki ni totalitarna. In jo ima. Potem je to prvo povojno obdobje, za katerega bi lahko rekli, da je socrealizem pri nas zelo podoben v umetnostni zgodovini aktu. Se pravi, tako kot je vsem našim, ki slikajo akte, videli, da je malce narodno, da slikajo v tem predhodnem obdobju. Tisti, ki smo videli še tisto razstavo akt na slovenskem, od slikarstva do fotografije, smo lahko videli, kako je slikarstvo bilo zadržano zelo dolgo časa. Še zlasti, ker so slikali svoje ljubice in žene, ki so nisem imeli nagrade za druge modele in tako naprej. Vidi se, da je bilo nerodno akte slikati. Tako je bilo tudi nerodno socrealizem delati, nekako se zdi. In se vidi, kako so navezovali na prejšnje, kritično realistične, sprav na uni drugi socrealizem pred vojni in kako so zlasti navezovali v nekaterih najboljših delih, po mojem mnenju, na tisto, kar je verjetno reminiscenca mehiškega freskanstva. Potem je pa še ena doba, ki se mi jo zdi pomembno omeniti, to je ta doba po tema, se začne po 48, po 51 stvar debate. Jaz bi se zmenil za 52, takrat, ko napadejo Kozbrego strah in pogum. Zakaj? Ko se ločimo mi od Sovjetske zveze, seveda traja nekaj časa, da se ločimo od vseh ideologij, eno za drugo vsako posebej. Ampak ne gre za prehodnost, gre za to, da je treba lastno trdno ideologijo ustvariti. In prvotna želja marsikoga, tudi v vrhu partije, bila ustvariti lastno totalitarno ideologijo, ki bo držala na naših osnovah. Ker se treba ločiti od avtoritete Stalina in od te avtoriteto postaviti sami v sebi. Zato je v marsikakšnem pogledu ta čas do začetka 50-ih let, ja nekje spopada med Vidmarjem in Ziharjem, je čas pravzaprav najbolj totalitaren v kulturni politiki pri nas. Dokler Vidmarjev humanistični, liberalni pristop oblečen v marksizem ne prevlada Ziharjevega. Ta čas prehoda je zanimiv zato, ker pripelje neposredno v tej zgodbi, kjer sem zdaj navedel 4 stopne, prisotnosti socialističnega realizma kot doktrine in prakse pri nas, neposredno pripelje do 5, ki je sporazum med partijo in kulturno sfero. Če se vi ne boste vmešavali v to, kdo je poklican na vlada, se mi ne bomo vmešavali v to, kdo je poklican in kako on je izdelil umetniška dela. To je pogodba o zmernem modernizmu, pri kateri bo verjetno lahko na koncu, kakšno dodal tudi Miško Šuvakovič, ki ta izraz pri nas najbolj uporabljal. To se mi zdi, da je tisto, kar je za uvod dovolj. Seveda vam pa lahko pokažem še komaj Melanida za hec in to v Foucaultu sem govoril, kada bo kakšna priložnost za več in odslišen bo, bomo pa še kaj povedali o sodobni umetnosti, ki je tukaj zraven naslikana. Eto, ker drugač bi nas preveč obtežil. Jaz bi samo malo, ker sem pogledala vaš PowerPoint pred tem, pa ker imamo še par minut. Vas lahko prosim za komentar k tem sodobnim zadevam, ki ste jih imeli vključene? Torej, moj komentar k tem sodobnim zadevam je naslednji. Jaz sem uvedel zadevo s problemom celote. Problem celote je problem totalitarizma, to je njegovem imenu. Problem celote je najbolj opredelil Theodor Wiesengrund Adorno v tistem, kar lahko preberemo, če beremo skupaj negativno dialektiko
estetiko, ne bom najmanj priljubljen tekst, ker je tako težek, ker Hegelova znanost logike, in seveda estetsko teorijo posthumno objavljeno, vendar praktično zaključeno delo še za njegovega življenja za Mišloni. In ko beremo skupaj, bomo naleteli, da se negativna dialektika začne s stavkom o filozofiji, ki pravi, da filozofija še naprej obstaja zato, ker se ni uresničila. To je komentar na 11. tezo Feuerbachu Marxovo, filozofi so svet samo različno razlagali, gre pa za to, da se ga spremeni. Svet nam ni uspelo spremeniti, zato filozofija ostaja še naprej. Filozofija je pa nekaj vrste taka zelo jokava gospa. Ni nam uspelo svet spremeniti filozofi. Zato moramo še naprej misliti. Na drugi strani imate v začetek estetske teorije, samo po sebi se razume, da nič, kar se tiče umetnosti, ni več samo po sebi razumljivo, še ni obstoje. Prav ogrožene v samem svojem obstoju. Iz tega se da izpele dve stvari. Prva je ta seveda, da je ta celota, o kateri govori negativna dialektika, laž. Kar poudarja, da celota je laž, treba je staviti na okrušek in na del. Na negacijo je treba staviti, zato je negativna dialektika. Ne na veliko sintezo. Ta velika sinteza je laž. In v estetski teoriji pravi, lepota je laž. Kar pomeni, da obstaja neka identiteta med celoto in lepota. Celota in lepota sta obe laž zato, ker sta obe pravzaprav na nek način v tem kontekstu totalitarizma totalitarni. Lažni in totalitarni. Tisto, kar pa iz tega hkrati izhaja, je želja umetnosti, če to drži, jaz mislim, da vsaj določen del drži, po upravičevanju lastnega obstoja. Modernistična umetnost, ta, lahko uporabljamo druge izraze, vsaka naša veda ima drugač kategorizira različna obdobja, pa recimo 19. stoletje značilni čas korlatizma, umetnosti zaradi umetnosti, samo utemeljitve umetnosti v sami sebi in tako dalje, kar seže praktično še v precejšnjem delu tudi do avantgarde, ki to samo v sebi korenjeno moč in zmožnost umetnosti samo uporablja za spreminjanje sveta, kot naj bi svet spreminjala tudi filozofija. Ta vera, da je obstoj sveta vprašljiv, obstoj umetnosti pa nikoli. Ta pozicija umetnosti kot religije je zdaj pod vprašanjem. Umetnost mora potrjevati svoj obstoj v nečem drugem. To je ena njena možnost. Druga možnost je pa seveda ta, da načrtno producira ne celo. Avantgarda je to drugo možnost bolj korila kot tudi prvo, vendar je tam, kjer je prišla do možnosti upravičevanja lastnega obstoja, prišla do tistega, če bi Boris Grojs pravi, želja pomoči, podobna politični avantgardi, in sta se zato spopadli na tem, kdo bo imel roko na vzvodu moči. Se pravi, upravičevanje lastnega obstoja ali pa politika produkcije necelega. Ta politika produkcije necelega se mi zdi pomembna tudi zaradi totalitarizma, ki se očita avantgardi, posebej v Grojsu, in nekaj očita, kaj je povedsko stališče, kaj ti? Vendarle, ta tudi sovjetska avantgarda, tudi s produktivizmom, njeno stremljenje k celostnosti, ki je najbolj izraženo recimo še na začetku procesa leta 13 v tem nastopu v Leningradu, tem kozmokinetičnem, ki bi v našem Živadinovu najbolj všeč, zmaga nad soncem, vendar ostaja produkcija necelega, ostaja okruška. Za razliko od politične totalitarnosti, ki ne prenese fragmenta, vse je treba v celoti vključiti v celoto in spet v celoto. Ampak ne glede na to, tako to sta ti dve potezi in mislim, da umetnost zato danes na nek način skuša na eni strani iskati možnost samoutemeljitve v kombinaciji celovitih okruškov. To je ena pot, ki jo vidim, zlasti, če gledam te zadnje bienale pa kasne in podobne stvari. In drugo je pa pozicija hrepenenja, skratka, v tem samem, v tej težni noter po netotalitarni celoti. In jaz sem tu si izbral Hirschhorna za primer Principle of Resistance, zelo opažen nastop na Beneškem bienalu 2011 in na tem letošnjem sama ideja enciklopedične palače je ideja sestavljena celote iz okruškov, možnosti po abecedi urejenih. In ta dva primera se znamijo tudi zaradi tega, ker sta oba taka celota iz okruškov, da so ti okruški v nevarnosti ali pa ljudje v nevarnosti, ko si jih ogledujejo, ker se lahko posod natakneš na kakšno porezano steklo, ali pa podreš kakšne škatle zložene in tako dalje, ali pa preklineš kakšno gibanje. In zato v obeh primerih, gre sicer za nacionalne paviljone, ne gre za del kuratorske razstave Beneškega bienala, obstaja nadzor, koliko ljudi gre lahko noter.
Ta nadzor ni bil posebej smislen za stvari same, razen ko se tiče velikosti prostora, ampak zato so da dodatno, da naredi vtis na ljudi. A veste, da treba čakati v vrsti, ne, in tako dalje. Skratka, vidiš, da je nekaj nevarno. Ne veš, kaj te čaka, ampak nekaj nevarnega v tej umetnosti. Ne. In tukaj imate zdaj pač te primerke Hirschkona, njegovega podporniškega kristala, ki je tako napolnil ta švicarski paviljon, da si se res komaj da gibal. Stajal si se zaletal. In si se bal, da boš uničil knjiško delo, čeprav je šel za izlezke iz starih nevi in tako dalje, ne, tako kot tle, recimo, ne, glas. Človek iz smo žute štampe, da je nekaj tiska. To je Hirschkon, ki ima seveda kup nekih odporniških gesel tudi ponovešenih. Skratka, gre za izredito subverzivni kritični odnos do globalnosti, do globalizma, do celotnega sveta, do imperializmu sodobnega sveta, do potrošničnega in tako dalje. Na drugi strani imamo pa ta nekonstruktivni konstruktivizem in celota nerazločljivega, kot jaz temu rečem, gre torej za poskus neke nekonstruktivne konstrukcije. Za vsak trenutek, ko dobite vtis pred tem, da zdaj pa se neka celota pa je vsem tem, kar je ona kjer razobesla od zunaj in znotraj skozi cel paviljon, trenutku, ko pridete do neke podobe, se vam že podre, ne? Ni nobene celote. Ne? To je kar nametano, jaz bi rekel, nakup nametano, ki ni skupno. In želja potem, da se to na ta način prikaže, je seveda to, kar umetnost po mojem vedno počne. Ne? To je jedro sodobnega problema. Ne? Mi ne živimo v svetu, ki bi bil scela. Ne? Scela je totalitarna, ker je varna, če pripeljana do konca zaradi tega. Ta svet je v sveti z kruško. Deluje z kruški in deluje skozi nekonstruktivni konstruktivizem in celote nerazločljivega. In ta nerazločljivost, lahko tudi tle vidite, skozi te nektere. Zdaj pa zanimivo je to, da več čas pričakujete, da je tukaj cel kup mobili. Neki kalderje, distance, tako. Če se kaj premika, se samo zato, če kdo zapiha ali pa veter piha v zunij. To niso strogo statične. V glavnem, večji del te konstrukcije. Tudi da so drav še taki kamni, ki so streho dal padli. Že v kasnju so odkaj imeti meteoriti iz Argentine, da bi ga pripeljali tja, pa jim niso dali. Ta želja po tem kamnu, ki je padel z neba, je očitno prisotna v umetnosti zelo, da boste pozorni, če boste naslednje leto delali razstavo. Mogoče bo kakšna priložnost, da kakšen tak kamen dobite. No in tukaj je Palazzo Enciklopediko, to je spet želja na način okruškov spraviti skupaj celote. Iz okruškov se ne da celote. In to je ta pravzaprav predmet nostalgije sodobne umetnosti, če govorimo o nostalgiji v zvezi s totalitarizmom, je nostalgija po celoti, ki se ne da iz okruškov narediti. To je čisto preprosto to, kar sem želel z temi pogledi na sodobno umetnost pokazati. Je pa tudi druga težnja v letošnjem bienalu, seveda, pride do te celote z mističnimi prijemi. Rudolf Steiner, Jung, vrsta amaterij, najrazličnejših amater in tako naprej. To so recimo te Steinerjeve slike, ki sem jih jaz izbral. Eto, to je to. Zdaj pa mislim, da smo že prišli do zaključka časa. Seveda, če imate kakšno vprašanje, lahko to naredimo tudi kasneje, ker moj kolega Božo že tudi čaka. Imamo še sicer par minut, ker smo se tako napredirali, da ni vmes, tako da če je kakšno vprašanje, to vlade. Glede tega letošnjega bienala in tega v ameriškem paviljonu. Jaz sem poznal par ljudi, ki so stražili ta paviljon in tudi imeli to restrikcijo in so trpeli muke, ker so slišali od danskih, recimo, ali pa predanskih, ko je bil tisti tank, ki je nekaj tekel gor. Tam so bili stražari, ki so v bistvu cel dan prišli in na soncu sedeli in gledali pač to, kak se tam vrti. V tem primeru pa je bila v bistvu taka muka, da so oni tam trpeli, vsi so se priklanjali in da v bistvu tudi, ampak so imeli pač od zgoraj, da morajo pač preprečiti s takšnim zdesnem in kaj to povezano s čimekoli, ampak je zanimivo. Povezano je s starimi pristopi v Luna Parku. Vi morate ljudi, da grejo v hišo groze, že predtem prestrašiti, ker drugače se bojo not smejati. Morate nekaj narediti, da stvar zgleda, zdaj pa vemo nekaj strašnega. Ker drugače, če pomislite, če gledate filme z podlaki,
Če v meni nekdo zgodbo bolj kot laki, celo v glavo, piro bi bila stvar krasno hecna. Rekle, te spake, tako kot za otroke imate, grdavše, nad katerimi se otroci blazno zabavajo in se jim režijo, če jim ne poveste, da je to nekaj grozno. Tako da tukaj bil ta namen, seveda v prejšnji, 2011, s tem tankom, na katerem so športniki tekli, to je nekaj Bruce Jenner, če kdo je gleda, tako naprej, manj mlajši, pa sami nosilci zlatih medalj in odličij, na začetku otvoritvenem delu, tiste je imel seveda eno drugo, tiste je imel prvič v zgodovini prisotnosti Združenih držav Amerike željo prikazati tisto, kar bi bilo označeno z anti-American activity včasih. Se pravi, tisto umetnost, ki je subverzivna do temeljnih ameriških vrednot in političnih ciljev. In zato je bila seveda verjetno prijetnejša za razkazovanje. Pa naprej pa vse se je giba, še un avtomat, katerega si lahko s kartico se igral, in ti je zaigral melodijo, čeprav mislim, da sem meni ubo kartice noter, glede na to, kakšne dajo je izkušnje s tem, kaj vse mašine lahko naredijo. Ampak skratka, imel je neko aktivnost in interaktivnost tudi neopleteno, pa kot rečeno še to, ko se to sam sebe, da bo rekel norca delano, recimo kaže svoj z nasmeškom izkazan kritični odnos, to je pri Hegelu ta faza komedije, in še skoraj rekel, da so se ti umetniki na nek način skušali z nasmeškom, če že ne posloviti, pa vsaj probati se posloviti od temeljnih vrednot ameriške politike. Tega seveda v tem prikazu ni, v tem prikazu je pravzaprav neka travma necelena. Necelo je prikazano kot traumatično, ne pa kot kreatorno, kot tisto, kar je edino zdravo. Mislim, da je bil to zdaj super zaključek tudi, tako da se res zahvaljujem še enkrat. Naš naslednji gost je dr. Božidar Jezernik. Lepo pozdravljeni. To je tudi drugo predavanje znotraj tega prvega bloka. Prehajamo k temi identitete in kulturne dediščine. Dr. Božidar Jezernik je profesor za etnologijo Balkana in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njegovo največkrat prevedeno delo je monografija o potopisih po Balkanu od 16. stoletja do sodobnosti, ki je med drugim prevedena tudi v turščino in albanščino, med drugim seveda. Ukvarja se z vprašanjem v svojem raziskovalnem delu, se dr. Božidar Jezernik ukvarja z vprašanjem identitete v evropskem in svetovnem kontekstu. Danes bo spregovoril o razvoju narodnega vprašanja na primeru Slovenije oziroma o tem, kaj je revolucija želela doseči, kaj je dosegla in kje so posledice. Prosim. Hvala za besedo, lep pozdrav. Torej, jaz sem svojo današnjo predstavitev povezal z svojim razmišljanjem, ki je bilo plod nekega naključnega raziskovanja pred približno 30 leti. Takrat sem naletel na neko anekdoto, ki so si jo pripovedovali slovenski komunisti v začetku 30 let 20. stoletja. Govorila je pa o tem, kako bo revolucija izvedena po celem svetu, samo v Sloveniji ne bo revolucije, ker so Slovenci bili menda taki zaspanci. No, takrat je zadeva zelo nenavadno, ker smo vsi že dolgo časa, zlasti tisti, ki smo bili rojeni v drugi svetovni vojni, bili natanko poučeni, kako se je zgodila revolucija. In ta revolucija naj bi bila popoln prelom z prejšnjo miselnostjo. No, pred našo socialistično revolucijo se je zgodila še ena revolucija, ki je bila prav tako popoln prelom s preteklostjo. To je bila revolucija leta 1848. Interesantno, revolucija iz leta 1848 je zelo uspela. Spremenila je dejansko ne samo slovensko, ampak takrat celotno avstrijsko družbo zelo temeljito, zelo dolgoročno. Najbolj hecno v tej stvari pa je, da te revolucije na Slovenskem sploh ni bilo.
Vesti, da so na Dunaju imeli revolucijo, so prišle v Ljubljano šele takrat, ko je bila na Dunaju revolucija že končana. In kaj so naredili? Takrat, ko so zvedeli, da je revolucija, naredili so slavnostno predstavo v ljubljanskem gledališču, ki so se odeležili vsi predstavniki vodilni političnega, kulturnega, družbenega življenja Ljubljane in dežele Kranjske. Začeli pa so to slovesnost tako, da so stoje peli cesarsko himno. No, nekateri takrat od navdušenja niso mogli zaspati, pa so malo razsajali po mestu. Ob Ljubljanici je bila ena trgovina, ki se je imenovala Pri knezu Metternichu in ta je imela en izvesek, na katerem je bil podoben kres. Tisti ta najbolj glasni so potem ta izvesek vrgli v Ljubljanico in to je bila ljubljanska revolucija. Ampak, kakorkoli se hecno sliši, ta revolucija je bila res popolna, res uspešna. No, prišla je druga revolucija, ki je hotela biti pa popoln break, popoln prelom za to prejšnjo revolucijo. Dejansko se je spremenilo marsikaj, videli pa bomo v nadaljevanju, da to marsikaj, kar se je spremenilo, da v bistvu niti ni bila sprememba, ampak da je bilo to, kar Angleži rečejo na kratko more of the same, se pravi ponavljanje tistega, kar se je zgodilo. No, slovenska revolucija 1848, ki nam je dala narodno ime, ki nam je dala cilj zedinjeno Slovenijo in tako naprej, je seveda potekala v okolju, ki je bilo nabito z nacionalizmom. Nacionalizem je postal osnovno gibalo vsega delovanja in nacionalisti so rabili bolj kot karkoli drugega preteklosti. Brez preteklosti ni nobenega naroda in spomin na preteklost ali pa pozaba preteklosti je bistven element tega. Za razliko od drugih evropskih nacionalizmov so imeli slovenski nacionalisti na izbiro veliko manj možnosti, kaj iz preteklosti pobrati kot gradivo za mobilizacijo množic. Trije so bili te bistveni elementi. Najpomembnejši je bil neka velika država, kraljestvo ali cesarstvo v preteklosti. Slovenci take možnosti niso imeli. Druga možnost je bila sodelovanje pri velikih idejah, kot so renesansa, razsvetljenstvo in tako naprej. Slovenci zopet tukaj so bili tanki. Tretja možnost, ki je bila zelo pomembna spet, pa so bili tako imenovani veliki možje. No, to teorijo velikih mož je v 19. stoletju najbolj razvil Thomas Carlyle v letu 1841 izdanem delu On Heroes and Hero Worship, ki je postalo izredno odmevno, izredno priljubljeno po vsem svetu, najbolj pa na slovenskem. Mislim, da je slovensko miselnost najbolj zagrabilo in to miselnost je držalo tudi takrat, kot bomo videli, ko so se ljudje hoteli izrecno te misli odreči. Zdaj, nismo imeli velike države, nismo imeli velikih generalov, se pravi, kdo so lahko veliki možje. Tisti, ki so kakorkoli povezani z slovenskim jezikom. Recimo, tako je Ivan Tavčar ugotavljal, da je Janez Blajvajs neskončno pomembnejši od Jurija Vega, recimo, ker pač Jurij Vega ni nič naredil za slovenski jezik, Janez Blajvajs pa je. No, in ko je prišel znameniti ameriški vojni dopisnik na obisk v Ljubljano marca 1938, je zapisal, da je Ljubljana mesto, katerega se lahko sramujejo vsa druga mesta na tem svetu. Zakaj se lahko sramujejo? Zaradi tega, ker je Ljubljana, navaja, širek mesto, ker ima pravico do spomenika
samo znanstvenik ali umetnik, nikakor pa ne vojak ali pa general. Seveda Širer je bil na obisku kratek čas, očitno pa je imel nekega slovenskega vodiča, ki ga je fajn potegnil za nos, to je že treba reči. Mu je predstavil Slovence in Ljubljano kot tisto, kar si on želel, da bi bila, ne pa tisto, kar je bila v resnici. Namreč, dajte, sigurno je Širer med svojim obiskom videl magistrat in pred magistratom je videl tale ekip, delo največjega slovenskega kiparja 20. stoletja, Lojzeta Dolinarja. Vidimo, da ta konjeviški kip, da je zelo neroden, zelo oporen, tako on niti na svojih nogah 4 ni sposobni stati, kaj šele na 2 ali 3, zato radi oporo. Ampak Slovencem se zdaj takrat tako pomemben, da so zretuširali iz tele fotografije stolnica. Tukaj bi se morala zadaj videti stolnica, pa se ne vidi. Ne? Tako so bili navdušeni nad njim. No, malo kasneje, kot je Dolinar zgradil ta spomenik, je Ljubljana dobila novega, tukaj posvečena kralju Aleksandru. Dolinar je peklilo, ker je tistega prvega konjenika naredil tako slabo in je potem konjeniško figuro intenzivno študiral in ko se je pojavila priložnost, da je postavil tega konjenika, je priložnost v veseljem izkoristil. Tak konjenik je stal tako, da je gledal Ljubljansko univerzo, ki se je takrat imenovala Univerza kralja Aleksandra, kar je bila velika sreča. Če se to ne bi zgodilo, bi verjetno se mi danes ne pogovarjali slovensko. Ne? Ampak za to danes nimamo časa. Ta kip kralja Aleksandra je stal na svoje mesto manj kot leto dni. Italijanski okupatorji so ga porušili, češ, da je to kip, ki predstavlja srbske kralje, srbska kultura je pa nekaj popolnoma tujega slovenski kulturi in zato so kip podrli, ga razsekali in od njega ni ostalo nič. Mimogrede, v Krakovu pod Vavlom je kip Tadeuša Koščuška, na katerem piše tablica. Leta 40 so kip Hitlerovci podrli, leta 1963 pa so kip postavili nazaj s finančno podporo bratskega mesta Dresdna. Zdaj, jaz pričakujem, da se bo v Ljubljani zgodilo, da bomo dobili nazaj tale Aleksandrov kip. Sodobniki so ga ocenjevali kot največje in najlepšo slovenski umotvor. Da so ga fašisti italijanski podrli, pobratil na mesto Parma, pa ga je postavilo nazaj, da bi ta madež odpravila. No, to je malo zašalo. Ampak tukaj v Ljubljani vidimo, da sploh ni bilo malo takih kipov, ki so bili vojaški. Zelo interesantno, prvi javni spomenik, ki ga je dobila Ljubljana, je dobila leta 1860. leta, posvečen pa je bil najbolj znamenitemu ljubljanskemu maršalu vseh časov, to je feldmaršalu Radeckemu. Ta spomenik je bil postavljen, ponovimo, letnico 1860. Slovenska nacionalna zavest se je pa začela že intenzivno razvijati 1848. leta. Že 12 let je bilo nacionalizem slovenski močno prisoten, močno je gradil, ampak prvi spomenik javni je bil postavljen Radeckemu 1860. leta. Ljubljančani so kupili Radeckega spomenik, to je še enkrat ta Ferenc Kornov. Ljubljančani so kupili tale kip, ki ga vidimo tukaj, ki je stal pred vilo Radecki, to je cesar kupil zato, da bi lahko feldmaršal preživel v njem svoja leta. Maršal Radecki je namreč se izrazil, da bi želel živeti v Ljubljani, ker so mu Ljubljančani poznani po svoji zvestobi cesarjev. In ko je cesar zvedel za njegovo željo, mu je kupil tole vilo Radecki in pred njo so potem Ljubljančani
v 80 letih postavili tale celo postavni kip. Stal je tam res, da samo do leta 1918. Vidimo pa tukaj, da še v prvi svetovni vojni Radetski bil tisti, za katerim so hodili na svojih zmagovitih bojnih pohodih herojski slovenski vojaki. No, pristal je takole v muzeju, skupaj z tremi kipi cesarja. Ljubljana je imela 3 javne kipe cesarja. Tega, ki ga vidimo tu, je cesar sam poklonil in je stal v zbornici mestne skupščine pred pravosodno palačo, ki je bila največja palača v Ljubljani, je stal tale. Na gradu so pa sredi vojne postavili še tale kip in takrat, ko je kip župan tedajni ljubljanski sprejemal v mestno varstvo, je rekel, da ga Ljubljana hvaležno sprejema v večno varstvo. To je povedal v slovenščini in nemščini, da bi bolj držalo, ta večnost je trajala leto pa pol približno, ker je potem zginil in ni ostalo od tega nič. No, rekli smo, da je bila filozofija zgodovine, po kateri so pomembni tvorci zgodovine, veliki možje, zaradi katerih njihovega pomembnega dela je zgodovina pravzaprav biografija velikih mož, še posebej priljubljena na Slovenskem. To filozofijo, recimo, je s pridom uporabljal Anton Aškrc, ki je ob 400-letnici smrti Primoža Trubarja napisal zgodovinsko epsko pesnitev Primož Trubar. No, to pesnitev je malo pohitev in šla je z letnico 1905, kritike so bile objavljene pa že 1904, v kateri je dokazoval, kako je Primož Trubar naš prvi junak. On je rekel, gremo naprej, pa smo šli za njim naprej. Seveda je ta filozofija zelo problematična, bila je deležna veliko ostrih kritik. Sociolog Herbert Spencer se je norčeval, da je to precej otročja zadeva, takole razmišljanje, da je tako razmišljanje primerno pa vredno nekega takega človeka ali klepeta, nikakor pa ne resna zadeva, češ da preden lahko veliki mož spremeni družbo, mora družba njega oblikovati. No, na Slovenskem seveda je ta misel postala tuja. Na Slovenskem so menili, da so pomembni za zgodovino in razvoj veliki možje in seveda, ko je bilo treba iskati, kateri so te veliki možje, so iskali možje slovenske besede. Tukaj vidimo spomenik Valentinu Vodniku, ki je bil postavljen kot prvi slovenski narodni spomenik, pazite, leta 1889. Se pravi, 29 let kasneje šele kot spomenik Radeckega. Postavljen je bil pa pred licej, to je bil takrat najvišja šola slovenska, zato da bodo tisti, ki hodijo v to šolo, ko so bili takrat samo dečki, videli, kaj lahko dosežeš, če se pridno učiš in marljivo delaš za narod. Seveda je ta nacionalna ideja je bila zmerom mobilizacijska ideja. No, Valentinu Vodniku so postavili spomenik, ker naj bi bil prvi slovenski pesnik. Ampak ni bil dolgo prvi slovenski pesnik, malo ga je spodrinil na tem mestu prvi slovenski pesnik France Prešeren, kot vidimo tukaj, no ta še danes velja za prvega slovenskega pesnika. Če so bili Slovenci takrat, kot danes pravimo, vsi na eni strani, ni bilo med njimi delitev, so se pri Prešernovem spomeniku že pojavile hude delitve. Zlasti muza, ki je bila naga, je motila škofa Jegliča in Slovensko ljudsko stranko, takrat državno stranko, ki so zahtevali, da se ta muza
umakne, da ne bo pohujševala Ljubljano. No, ampak otvoritev Prešernovega spomenika je bila velikanski dogodek. Množice so se jo udeležile in tudi vsi so sprejeli ta spomenik za svoje. Evo, potem so seveda razmišljali naprej, kdo bi bil še tisti Slovenc, veliki mož, ki si zasluži spomenik. Seveda se je znajdel visoko na seznamu oče slovenske knjige, Primož Trubar. No, tukaj pa bil že kot problem. Ko so Primožu Trubarju postavili tale spomenik, se je to zgodilo tako rekoč na skrivaj. Nobene javne slovesnosti ni bilo. Če so za spomenika Vodniku pa Prešernu res za dolga leta zbirali denar množično, je tale spomenik bil financiran strani župana Ivana Hribarja in Ivana Tavčarja, bolj privatna zadeva je bila. Čeprav so ga sodobniki ocenjevali kot najlepši javni spomenik v Ljubljani. No, ta spomenik pa seveda za en del ljudi nikakor ni bil več nikoli sprejemljiv. 3 leta kasneje, ko ni bilo možno doseči, da bi se spomenik umaknil, so na Ljubljansko stolnico postavili en kontrapunkt temu spomeniku, njegovo nasprotje, spomenik škofu Tomažu Hrenu, gleda za vsak slučaj v tej smeri, da ne bi se kaj nepredvidnega zgodilo. Škof Hren velja pa za apostola Krajinske. No, ta misel, da je razvoj slovenskega naroda zadeva, ki je stvar v bistvu posameznikov, velikih mož, v glavnem literatu, se je zelo močno prijela in to, če berete tekste iz 19. stoletja, začetek 20. stoletja, vidite, da je bilo to tako rekoč splošno sprejeto. No, leta 1939 pa je Edvard Kardel izdal pod psevdonimom Sperans knjižico Razvoj slovenskega narodnega vprašanja, kjer je hotel pokazati, kot sam pravi, kako je v slovenskem zgodovinopisju bilo prisotno napačno gledanje, da so bile ideologije vladajočih reakcionarnih razredov, tiste, ki so prevladovale in oblikovale podobo. Zato je on, ki se je podpisal pod Sperans, se pravi upajoči, in kaj je upal, upajo, da bomo izvedli revolucijo in počistili za temi idejami, se lotil študija slovenskega narodnega vprašanja, da bi najdel pravo smer razvoja in dokazal, kako zgodovino ne delajo posamezniki, temveč množice, kar je bilo seveda stvar, ki jo je marksizem sprejel za svojo. Na Slovenskem ni bil Kardel prvi, ki je zastopal to stališče, saj koliko sem uspel sam ugotoviti, je prvi zastopal Henrik Tuma na svojem delu Jugoslovanska ideja in Slovenci, ki je bilo prvič objavljeno v Splitu leta 1907 in potem še v Gorici istega leta, kjer pravi, da slavni kralji in junaki niso tisto, kar je pravo gibalo zgodovine. In on je to utemeljeval s tem, da na ta način imamo pa tudi Slovenci ne samo svojo zgodovino, ampak imamo tudi svojo slavno zgodovino, če ne gledamo na preteklost skozi prizmo velikih mož. No, Tuma je bil pozabljen, medtem ko Kardel je bil zelo uspešen, postal je seveda en simbol slovenske uspešne revolucije. Namesto, kot se je imenovala pred drugo svetovno vojno, kdaj je izgubila ime Aleksandrova univerza, ne vem,
je postala Univerza Edvarda Kardelja, Ljubljanska univerza. Pred univerzo je stal kip Kardeljev v neki taki učiteljski pozi in to je stalo ime in Kardelj vse tja do sredine 90-ih let, ko je bil kip omaknjen in ime spremenjen. No, Kardelj je hotel podobo preteklosti spremeniti tako, da bi dobili pravo, nepoplačeno, nereakcionarno podobo o zgodovini kot o delu množic. Ampak misel, da je slovenska zgodovina pravzaprav pot od Trubarja preko Prešerna, Levstika, Cankarja, mu je pa bila seveda toliko simpatična, da je hotel še sebe videti tam na koncu, kot da gre zgodovina od Trubarja pa Kardelja, ki je tisti ta zadnji, ki je izvršil to analizo slovenskega narodnega vprašanja, neke vrste prerok Mohamed. Vemo, da v islamu, da priznavajo vse preroke iz stare zaveze, ampak pravijo, Mohamed je pa tisti prerok, ki je zadnji dobil naročilo od Boga, se pravi, oni prej so se malo motili, ta pa se nič ne moti, in nekako tako pozicijo je dobil dejansko pri nas Kardelj prav na osnovi tega dela, ki so ga morali študirati pred vojno vsi komunisti in so bili potem izprašani seveda pred posebnimi ocenevalnimi organi ali dobro zadevo poznajo. No, ta ideja, ta želja, da bi sebe plasiral kot tega zadnjega, najpomembnejšega ideologa slovenskega narodnega vprašanja, mu je seveda onemogočila, da bi se dokopal do tega, kar se je želel, kar se je postavil kot izrecni cilj svoje, prav dojeti slovensko zgodovino, ampak očitno je bila ideja zelo sprejemljiva na slovenskem še zberom, kar vidimo zelo lepo na tem ekipu, ki predstavlja Kardelja kot edinega, ki ima pravico do individualnosti, vsi drugi pa imajo zapisan obraz. Jaz se spomnim Bojana Štiha, ki je tudi eden od teh, ki so bili na fotografiji, ki se je ves čas razburjal, da noče imeti štumfa na glavi, v tem je tudi v razgledih pisal, ampak ni nič pomagalo. No, tukaj vidimo, seveda, kaj je bila idejna osnova tega kipa, oziroma po čem se je kipar zgledoval, gre za Radenove kaleške meščane. In te kaleški meščani, kot vsi meščani, imajo svojo individualnost, imajo pravico do svoje osebnosti. Tukaj te pravice seveda nimajo več. In vidimo, da so predstavljeni kot neka množica, ki sledi svojemu voditelju. No, iz tega so se zelo lepo ponarčevali Janez Janše, ki so se takole duhovito stavili pred spomenik in deklarirali, da imajo radi Nemčijo, kar je seveda še posebej provokativno. No, ta ideja o razvoju slovenskega narodnega vprašanja, ki je tukaj ilustrirana tako kot realizacija naših tisočletnih sanj. Na Slovenskem smo svoje tisočletne sanje že nekajkrat realizirali, pa vsakič se potem zgodili in smo si rekli, smo imeli hudo nočno moro. Se je začela tukaj na Knežjem kamnu, vidimo, na tem Knežjem kamnu Knež krili z mečem, ampak potem prevzamejo vlogo njegovo samo literarni možje, dokler seveda se te
ostale ne uresničijo pod vodstvom maršala Tita. Ne. In tako se ta krog zapne. Če smo imeli v Ljubljani najprej kip maršala Radeckega, in nekateri so se takrat norčevali iz Ljubljane, da je Radeckega mesto ali pa celo Franc Jožef Štac so govorili, kakšni Zagrebčani so radi zbadali Ljubljančane, ne, zaradi tega, ker da so menda imeli premalo narodne zavesti. Evo, vidimo, smo dobili zdaj novega maršala, ki je seveda dobil tudi določeno število javnih kipov. No, vidimo tukaj en propagandni plakat iz Sovjetske zveze, kjer je podpisan Stalin, ki pa poziva v ruščini ljudi, da naj se spominjajo naših velikih prednikov, in tukaj je slikan Dmitrij Donski, ki je bil vojaški zmagovalec. Za razliko od nas, ne, kjer se spominjamo kot tistih velikih zmagovalcev ljudi, kako se že reče, uma svetlega meča. Ne? No, seveda, da se je zgodil ta velikanski prelom, ta popoln breg s preteklostjo, kot se je govorilo, je bilo treba imeti nove velike heroje, in Ljubljana je tem novim velikim herojem postavila seveda nekaj spomenikov. Eden med njim je bil tudi tale izdelek Antona Augustinčiča, ki stoji tudi v Kumrovcu pred rojstno hišo. Tale je pa na sliki pred muzejem novejše zgodovine. No, po letu 1991 so ga pa odpeljali na čiščenje. Zdaj očiščen stoji na gradu Brdu. Zelo interesantno, ne more niti v muzeju biti ali pa pred muzejem novejše zgodovine, kot so lahko kipi Radeckega, cesarjev in tako naprej v mestnem muzeju Ljubljanskem. Drugi tak kip, ki je zelo vznemirjal v začetku 90-ih let, je kip Borisa Kidriča. No, takrat so nekateri se začeli zelo zavzemati za odstranitev teh kipov, in sicer je bil argument, da ti revolucionarji, Tito, Kardel, Kidrič, pravzaprav sploh niso bili veliki možje, ampak so bili zločinci. Kar je seveda nekaj, kar se ponavlja tudi iz generacije v generacijo. Leta 18 so prišli v Ljubljano 4 patrioti iz Primorske z vrbi in leti in podrli kipe Francu Jožefu cesarjev, maršalu Radeckemu in celo nekomu, ki je veljal konec 19. stoletja za največjega sinu Kranjske, ki je bil rojen v Ljubljani in ki je bil častni meščan Ljubljani. No, so častni meščan Ljubljani je bil tudi Radecki. To je bil Anton Aleksander grof Auersperg. Tudi ta kip so podrli in da bi preprečili, da bi ga kdo vrnil nazaj, so nekaj let kasneje na njegovo mesto postavili medaljon Madone z detetom v naročju. Se pravi, zdaj, če bi vrnili Anastazija Glina na njegovo izvirno mesto, bi bilo to celo sveto skrunstvo. No, ideja, da so veliki možje tisti, ki so pa najpomembnejše gibalo zgodovine, kljub temu, kar zgleda že kar malo parodično, kar se dogaja, še vedno živi. Tako smo lahko v letošnjem letu brali en članek,
ki govori o tem, kako je eden od slovenskih politikov veliki in največji. Jaz tega v angliščino ne bi znal prav prevesti, mislim, da bi bilo the big and the biggest, ne? Whatever that means. In pravi, da Primož Trubar je bil velik mož, ne? Je veliko naredil, dal je Slovencem prvo knjigo, dal jim je knjižni jezik, dal jim je celo ime, ne? Kar seveda ni čisto res, ne? Ker Slovenec je pomenilo v 16. stoletju nekaj drugega kot danes, ampak Primož Trubar v tej interpretaciji je bil velik, ampak ni bil velik in največji. Velik in največji je pa nekdo drug od današnjih politikov, jaz ga ne bom imenoval, ne avtorja tega zapisa, ne tega politika, da ne bi kdo rekel, da delam kakšno politično propagando. Ampak mislim, da na tele zgodbi, ki deluje vsekakor nekoliko humorno, lahko zelo jasno in nazorno vidimo, kako ti velikanski prelomi, ti popolni prelomi, ki so se dogajali, v bistvu niso bili prelomi z ničemer, ampak so bili samo obnavljanje neke metanaracije. In ta metanaracija se glasi približno takole. Naši davni predniki so tam v 6. 7. stoletju naselili te kraje. Bili so marljivi delavci, bili so poljedelci, bili so miroljubni. Obkrožali so jih nasilni sosedi, ti so jih tlačili in na koncu popolnoma zaslužnili. 1000 let smo prepeneli, da smo se zbudili iz te teme suženstva, v katero smo bili pahnjeni, pa smo se z te 1000-letne sanje prvi zbudili leta 1848, pa se je potem izkazalo, da je bila to samo nočna mora, da ni bilo res, pa smo se potem zbudili ponovno 1918, pa se je zopet kasneje izkazalo, da je bila to prava nočna mora, da sploh ni bilo res, in smo se zbudili 1945, zopet se je izkazalo, da je tako. No, na koncu smo se zbudili iz te more leta 1991 in zopet imamo to naracijo, ne? Uresničile so se naše tisočletne sanje, zdaj pa smo sami odgovorni za svojo usodo. Dobro, tukaj bom pripiral, da ne še kakšno stvar več rekel, kot sem želel. Hvala lepa za pozornost. Zahvaljujem ponovno za eno zelo prijetno, tudi humorno predavanje. Zdaj pa vas mogoče še kakšno vprašanje, kakšno minutko, še imamo časa. Kaj pa spomeniki v Mariboru? Ja, te so tudi zelo zanimivi. Ko so leta 40 postavili v Ljubljani spomenik kralju Aleksandru, so hoteli Mariborčani Ljubljano prekositi, ne, tako kot jo sicer skušajo tudi drugače. In so rekli, če ljubljanski spomenik s podstavki in koljenikom visok 10 metrov, bomo mi imeli samo 10-metrski podstavek. In na tem podstavku potem velikanski kip kralja Aleksandra na konju. Ta kip je bil že narejen. Kip konja, konjeniški kip je bil že izdelan pred drugo svetovno vojno. Namen pa je bil, da bi bil obrnjen proti severu in da bi proti severu sporočal nov pasaran. Ni prehoda. Kralj Aleksandr ne bi bil tisti, ki bi nas branil nasilnežev z severa. No, tega spomenika nikoli potem ni bilo. Ne? Mene zanima, kaj bi bilo, vse vemo, kaj bi bilo. Recimo, da nas zanima, kaj bi bilo, če Italijani ne bi podrli tega Aleksandrovega spomenika. Ne?
In kaj bi bilo, če bi v Mariboru ta spomenik bil postavljen? Sej, mislim, da vemo, ne? Da bi bil ob neki priložnosti odstranjen. V Mariboru je bil tudi spomenik mariborskemu meščanu, Tegetthofu, ki je bil zmagovalec pri visu nad Italijani in je zaradi tega seveda imel v Mariboru en lep, velik spomenik. Ogromno razglednice je bilo v Mariboru narejeno konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja. Jaz mislim, da je, če rečem, da je na 90% teh razglednic spomenik Tegetthofu, da ne bom močno pretiraval. No, po letu 18 so ga odstranili. Zanimivo, ko so odstranjevali te ekipe po Ljubljani, ni bilo kakšnega protesta leta 18-19. Ko so pa Tegetthofovega odstranili v Mariboru, je pa Slovenec pisal, mi pravzaprav ta kip rabimo v Mariboru, Tegetthof je bil tisti, ki je premagal Italijane. Italijani so pa takrat na zahodni strani začeli gojiti ene take velike ekspanzionistične cilje in se je nekaterim zdelo, da bi bilo tega duha Tegetthofa smotrno ohranjati, se pravi duha tega, da z majhnimi silami, oziroma manjšimi silami kot nasprotnik, pa če jih dobro uporabiš, dosežeš lahko zmagovite cilje. No, vendar tudi ta argumentacija ni uspela. No, glede tehle ekipov, ljubljanskih in mariborskih, pa še dva stavka, nobeno veliko mesto, pomembno mesto v Evropi ne more biti brez treh stvari. Mora imeti svoj muzej pomemben, mora imeti parlament ali kaj podobnega in mora imeti konjeniški spomenik. Zdaj, ker smo v Ljubljani te konjeniške spomenike podrli, je seveda, ko je bil leto 91, je Dimitrij Rupel takrat ugotavljal, da Ljubljana mora dobiti konjenika. Smo dobili majstra. Smo dobili majstra in majstra smo dobili zaradi tega, ker je bil general in pesnik, in upodobljen v Ljubljani kar na dveh konjenikih, bolj kot pesnik, kot general. To malo zamišljen kot en raztresen bojem, ki ni mogel v redu hoditi, pa je jahal, zato je narejen. Seveda je pa ta problem z temi mariborskimi konjeniki, da so postavljeni 150 let prepozno. In kar je še posebej hudo, kiparja, ki sta jih delala, nista obvladala tehnike delanja konjskega kipa. Tako da smo dobili more of the same, ampak slabše kvalitete, kot smo imeli pri teh dolinarjih kipih. Jaz sem že enkrat bil vprašan za mariborski večer, kaj meni glede tega in sem se takrat seveda zavzel, da se Tegetthofov spomenik vrne. To sem se zavzel že pred davnimi leti, da bi v Ljubljani vrnili na mesto vsaj maršala Radeckega. No, enemu mestnemu svetniku ljubljanskemu je bila ta ideja všeč, se je zavzel za njo in je v mestnem svetu ljubljanskem dobil že ustrezno podporo. Je postopek že stekel, potem se je pa nekdo spomnil, če damo maršala Radeckega nazaj, potem bo pa to narod, da damo še maršala Tita nazaj, to pa ne, potem moram tudi maršal Radecki ostati v muzeju. Zdaj, Tegetthof je bil admiral, ni bil maršal, ima mogoče več šanse, jaz ne želim, da bi bil bolj uspešen. Jaz bi mogoče še sem izkoristila, ker je ta prva pauza samo kava in nekaj malega, tako da bomo to na hitro. Kaj pa menite vi o teh
razvoji, ki so se dogajali po nekaterih državah vzhodne Evrope, kjer so enostavno te kipe prepoznali kot nekaj, recimo tudi likovno kvalitetnega, morali pa so jih nekako v tisti začetni euforiji umakniti in so jih zaprli v ene parke, skulpturne parke, ki jih sami dostikrat potem imenujejo živalski vrtovi, kje je, ker zgodovina pač počisti za sabo vsako toliko časa, različni so načini, nekje enostavno ostanejo tam, kjer so, kaj pa je? Ja, poglejte, s to idejo, da zgodovina počisti za sabo, se sam izredno ne strinjam. Mislim, da je to zelo slaba ideja. Jaz mislim, da bi te kipe in te ulice, nekatere bilo treba dati nazaj, prav zaradi tega, ker na ta način, ker to počnemo, sami sebi jemljamo svojo zgodovino. To je zelo slabo. Poglejte, v Indiji lahko čisto lepo živijo in celo zdaj zelo hitro napredujejo. Indija se že napoveduje kot ena velesila 21. stoletja, ki jo nišče ne bo mogel ustaviti na tej poti, pa imate tam kipe angleških kolonialnih oblastnikov. Pred parlamentom v Londonu stoji Cromwellov kip. Kaj je naredil Cromwell? Monarhijo je ukinil, ne? Ampak vsem njegov kip stoji tam in ko mu je nekdo sablo zvil, so jo lepo poravnali, da stoji na svojem mestu. Jaz mislim, da na enak način, da bi morali te kipi ustati v javnosti, na javnem mestu, tudi zaradi tega, da nas opominjajo na to, kako smo se navduševali, kako zdaj so pa vsi problemi tega sveta rešeni in bomo večno srečni. Pa ta večna sreča trajala potem samo leto, dve. In zdaj, ko to počnemo, sami sebe ves čas ekskulpiramo. Mi nismo nič krivi, ne? Skozi so bili neki drugi, ki nas hočejo nekaj pretentati. Seveda ni temu tako, brez našega sodelovanja to ne bi bilo mogoče. Zdaj, ta park imajo blizu Budimpešte, mislim, da jih služi ravno temu, da se Madžari skušajo otresti te dediščine komunizma kot nekaj, kar jim je bilo usiljeno prinešeno od zunaj. Pri nas je bila situacija drugačna. Ne? Pri nas ni bilo to prinešeno strani sovjetskih vojakov, ampak je bilo avtohtono. Ne? Pri nas so ljudje v večini to misel sprejemali kot rešitev vseh problemov nacionalnega vprašanja, socialnega vprašanja, ženskega vprašanja in tako naprej. Zdaj, če hočemo s to zadevo tako počistiti, ne bo šlo. No, podobno ne bomo mogli pravih produktivnih rezultatov. Podobno metodo so brali na Poljskem, kjer so tudi socialistični realizm skušali spraviti v muzej v eni graščini Kozluvka, stoji to tam blizu Ljubljana ob vzhodni meji Poljske, ki je neverjetno čudovita graščina iz konca 19. stoletja. Tam je vse, kar si lahko predstavljate, najbolj luksuznega iz časov pred prihodom elektrike. In okrog te graščine, kjer so bila tla tlakovana z opekami, ki stojijo takole, ne, so bile lesene vasi, kjer so delali tisti, da so vzdrževali to, ne, v nemogočih pogojih, niti cerkve svoje in niso prvošli. In na vhod v to Kozluvko je bilo napisano, da je na eni strani pekel, ne, na drugi pa raj, ne, še prav tako zelo cinično. No. In v tej Kozluvki je en okvir okrog portretov, ki so seveda delo najboljših slikarjev, ne samo poljskih, ampak francoskih in drugih, vreden več, kot so bile vse hiše in vso orodje v eni vasi tam okrog, ker je bilo to pozlačeno. In zdaj imamo tukaj to Kozluvko,
ki je en čudovit spomenik temu, zakaj je sploh prišlo do revolucije. Takrat, ko sem bil tam, sem pa res dojel, da ni mogla se zadeva končati drugače kot z revolucijo. Kajti eni so imeli vse, drugim so pa vzeli vse. In to je nekaj, kar je pa res v nasprotju z vsem zdravim razumom. In ni druge variante, kot da se je končalo tako. V Rusiji je ta razlika še večja in še hujša. In seveda ni čudno, da je tam prišlo do revolucije. In če bi to ustavilo spomenik temu, kako je bil ta družbeni red, ki je sicer omogočil take bleščeče dosežke na račun tega, da je druge pa res postavil nemogoč položaj, nekaj, kar ni moglo in bi bilo popolnoma zadostno. Zdaj pa, ko se je postavila tam noter te kipe socialističnega realizma, pa vse skupaj nima prav nobenega smisla. Palača ali krog? Palača je neke vrste muzej. So pa potem tam neki prostori, včasih so bile štale, zdaj so v teh štalah potem kipi raznih velikanov, sovjetskih in poljskih. Se človek ne ve res nekaj misli ob tem mislu. Mogoče si je dokaj to postavil celo mislil, kako je duhovito to naredilo. Mislim, da je precej vidno. Prav, najlepša hvala za predavanje. Jaz pa vabim vas zdaj na kavo in kakšen son.